Novi lastniki naj bi TVM prevzeli še januarja. Sojenje zaradi nelegalnih stav se nadaljuje. V Mariboru so gostovali hrvaški gledališčniki. Tretja gimnazija začela praznovanje 150-letnice. Lepo pozdravljeni. V mariborski enoti Žita, nekdanjem Intesu, je po noči gorelo. Požar je izbruhnil nekaj čez polnoč in čeprav so bili gasilci hitro na kraju dogodka, je škoda precej velika. Po prvih ocenah naj bi je bilo za okoli 250 000 evrov. Mariborski poklicni in prostovoljni gasilci so požar v nekdanjem Intesu sicer hitro omejili, a ker je gorelo tudi olje, so posledice odpravljali vse do jutra. Je zagorelo v obratu jušnih zakuh, konkretno na liniji za peko jušnih kroglic. Intervencija gasilcev je bila zelo učinkovita. Bilo ugotovljeno, da je pravzaprav gorela pec z oljem za cvrtje zlatih kroglic. Tam bi naj bil uničen tudi neki podajalnik, prezračevalnik, skratka inštalacija. V obratu ni nočne proizvodnje, zato ranjenih k sreči ni bilo. O vzrokih požara pa je za zdaj še prezgodaj govoriti. Se še čaka na izsledke, kriminalistična policija še ugotavlja vzrok, je pa izključen človeški faktor, to pomeni, da gre za tehnično napako. Preprečena škoda v višini od 1 do 1,5 milijona evrov, kar je seveda potem nas nekako, se pravi, lahko ocenimo, da je potem bila intervencija z našega vidika uspešna, da ni vse pogorelo. V Žitu naj bi medtem jušne kroglice proizvajali drugje. Samo še zanimivost. Prav na tem mestu je nekoč že gorelo. Davnega leta 1920 je do tal pogorel takratni mlin, na pogorišču pa so postavili tole stavbo. Tovarno vozil Maribor bodo še ta mesec prevzeli novi najemniki, proizvodnjo pa naj bi zagnali predvidoma spomladi. Kot je znano, je podjetje Tam avtobusi konec lanskega leta za slab 1 milijon evrov odkupilo zaloge in tovarno najelo za 1 leto. Novi najemniki nameravajo v Mariboru ponovno začeti proizvodnjo nizkopodnih letaliških avtobusov, ki jim bodo pridružili tudi linijo tovornjakov. Delo naj bi dobilo okoli 100 ljudi. Podjetje Tam avtobusi, za katerim stoji kitajski kapital, namerava skupaj z nizozemskim partnerjem Durabus zagnati proizvodnjo v nekdanji tovarni vozil Maribor in zaposliti nove delavce. In the first year we will hire in between 70 and 80 people, depending on the course of business. Most of those people will be people who have been engaged in the company before. They will be complemented also with new people. Nadaljevali bodo s proizvodnjo nizkopodnih letaliških avtobusov, ki jih bodo dopolnili s proizvodnjo tovornjakov. Prvi rezultati naj bi bili na ogled že maja. We are going to start with both lines of products, both buses and trucks. Trucks are currently assembled in Holland. There we do not have enough capacities for the orders we have already acquired, so we will shift a part of this assembly down to Slovenia. S prodajo skoraj 50 nedokončanih avtobusov, zalog materijala in pravic industrijske lastnine podjetja, pa tudi z enoletno oddajo tovarne v najem, je upraviteljica za slab 1 milijon evrov obogatila stečajno maso propadlega podjetja. Večina pa nameravam deliti delavcem, to je 140 delavcev, ki jim je zdaj že poteklo to njihovo nadomestilo na zavodu in verjamem, da je zdaj že nastopila res tista eksistenčna kriza. Veliko več pa si bodo lahko upniki obetali od prodaje poslopja. Najemniki imajo predkupno pravico, a je zgradba, ki je ocenjena na 15 milijonov evrov, po besedah Markovičeve precenjena. Zato bo poskušala z novo KBM, ki ima nad nepremičnino ločitveno pravico, doseči dogovor o nekoliko nižji, bolj tržni ceni. Vlada je v začetku meseca zvišala prispevek za elektriko iz obnovljivih virov. To bo po žepu najbolj udarilo velike porabnike električne energije, predvsem podjetja. Iz Taluma, ki je največji porabnik elektrike v državi, so sporočili, da zvišanje prispevka zanje pomeni 6,5 milijonov evrov dodatnih finančnih obremenitev na leto, saj bodo morali namesto 6,7 evra na megavatno uro omrežninskih dajatev, ki jih plačujejo zdaj, po novem plačevati slabih 13 evrov. Na mariborskem sodišču se je nadaljevala glavna obravnava proti nekdanjemu nogometnemu reprezentantu Goranu Šukalu in podjetniku Ivanu Hajšku,
ki naj bi bila vpletena v organizacijo in sodelovanje v nezakonitih športnih stavah. Po pričakovanjih naj bi se sojenje danes zaključilo, vendar je obramba presenetila z novim dokaznim predlogom. Sodišče bo zaslišalo še Martina Forkela, Šukalovega soigralca. Obramba želi tako ovreči očitke tožilstva, da naj bi Šukalo od soigralcev terjal dolgove od stav. Šukala danes ni bilo na sodišče, ker naj bi odšel na nogometne priprave v Turčijo. Sojenje se bo nadaljevalo 13. februarja. Sicer pa so trije obtoženi, ki so bili prav tako vpleteni v nezakonite športne stave, že sredi procesa priznali krivdo in se pogodili s tožilstvom. Ta sodba bo pravzaprav zanimiva, ker to je eden izmed redkih primerov za to vrstno kaznivo dejanje. Mislim, da ni bilo še podobnega sojenja v Sloveniji. Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da vlada ni sprejela nobene odločitve glede sprejetja zapornikov iz Guantanama. Namige, da bosta v prihodnjih dneh v Slovenijo prišla 2 zapornika iz ameriškega zapora za teroristične osumljence, so za zdaj zavrnili tudi na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. V nadaljevanju še nekaj drugih domačih novic. Pred stavbo Gospodarske zbornice v Ljubljani je danes protestiralo okoli 700 članov sindikata kovinske in elektroindustrije. Protestniki zahtevajo zvišanje najnižjih osnovnih plač po vseh kolektivnih pogodbah. V podjetjih elektroindustrije za 6,5%, v kovinski industriji za 7,5%, v dejavnosti kovinskih materialov in livarn pa za 9%. Dodatno še zahtevajo, da najnižja izplačana plača ne sme biti nižja od 624 evrov neto, kolikor po novem znaša prag minimalnega zneska za preživetje. Če odziva po današnjem protestu ne bo, bo SKEJ 23. januarja izvedel opozorilno stavko. Gospodarska zbornica je glede zahtev sindikata SKEJ zaskrbljena. Po mnenju predsednika Gospodarske zbornice Sama Hribarja Miliča je zahtevati rast plač v trenutnih razmerah največji možen udarec naši konkurenčnosti. Posledica pa bi lahko bila propad katerega od podjetij ali selitev proizvodnje v tujino. Na aktualno politično krizo se je odzval tudi ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Prepričan je, da kriza zbuja resno zaskrbljenost. Kot pravi, je vse kazalo, da smo stopili na pot gospodarskega okrevanja in družbene stabilizacije. Nato pa so čez noč napori in dosežki vladne koalicije postali ogroženi. S tem so po njegovem mnenju ogrožene tudi reforme, ki so nujno potrebne. Glede Zorana Jankovića in Janeza Janše pa je dejal, da je sodišče edino, ki lahko razsoja o njuni krivdi. Dokler jima ta ni dokazana, pa je njima prepuščeno, kaj bosta naredila. Člani neformalne civilne iniciative Koalicija za ločitev države in cerkve so končali zbiranje podpisov v Mariboru. Podpise so začeli zbirati novembra v Ljubljani, zbirajo pa jih tudi preko spleta. Doslej so zbrali okoli 14.000 podpisov. V iniciativi se zavzemajo za popolno obdavčitev rimsko-katoliške cerkve, saj menijo, da ima cerkev preveč denarja. V Sloveniji naj bi bilo njeno nepremično premoženje vredno okoli 800 milijonov evrov, od države pa cerkev vsako leto dobi več kot 20 milijonov evrov javnega denarja. Zbiramo podpise za popolno obdavčitev Rimokatoliške cerkve, ker oni ne plačujejo svojih dejavnosti, kot so maše, pogrebi, krsti, birme in poroke in tako dalje. Tudi ne plačujejo katastrskega dohodka, so največji veleposestnik v Republiki Sloveniji. Sicer pa danes, 16. januarja, zaznamujemo Svetovni dan religij, katerega namen je opozarjati na verske razlike in predsodke. Čeprav v nekaterih jezikih besede za religijo dolgo sploh niso imeli, pa je bila religija pri naših prednikih del kulture in je uravnavala vsakdanje življenje. Po podatkih iz zadnjega popisa leta 2002, ko se o veroizpovedi ni bilo treba izreči, je v Sloveniji največ katoličanov, dobrih 57%. Nekaj manj kot odstotek je protestantov, 2,3% pravoslavcev in približno toliko muslimanov. Raziskave tudi kažejo, da naj bi bila vernost Slovencev v evropskem merilu podpovprečna. Kaj vam pomeni religija? Nič, nisem veren. Da se živi po nekih smernicah, ki jih neka določena vera oziroma religija predpisuje. Zvečer zmolim za svoje vnuke in za svoje otroke. Se v teh kriznih časih ljudje bolj obračajo k Bogu? Mislim, da ja. Sploh starejši. Jaz mislim, da ne.
Mislim, da se bolj k prijateljem ali pa k sorodnikom zatečejo, pa se izpovejo. Ja, obračajo se zaradi revščine, da se ne bi. V okviru sociološkega proučevanja religije je zanimiva ugotovitev sociologa dr. Sergeja Flereta, da se v celotnem evropskem prostoru kaže povezava med nizkim družbenim položajem in religioznostjo. Vera v družbi praviloma narekuje tudi obstoječi red. Ampak v naši civilizaciji od razsvetljenstva naprej to vse manj velja. To velja za Evropo. To veliko manj velja za druge dele sveta, kjer je religija še veliko bolj vitalna. V Evropi namreč tradicionalne religije nimajo več takšnega monopola kot nekoč. Po besedah Flereta je to znamenje pešanja civilizacije in tudi usihanja Evrope sploh. Tretja gimnazija Maribor letos praznuje 150-letnico obstoja. Uvod v praznovanje visokega jubileja je bila današnja gledališka predstava oziroma antična drama Kreonov padec. Uprizoritev je pripravila nekdanja profesorica Tatjana Radonič-Kranjec, v njej pa so sodelovali nekdanji dijaki tretje gimnazije. Kot dolgoletna profesorica slovenščine in književnosti je Tatjana Radonič-Kranjec na šoli pustila velik pečat, kar dokazuje njeno ustvarjalno delo tudi po upokojitvi. Mladina je tudi zdaj dojemljiva za lepoto, je dojemljiva za umetnost, tudi današnja mladina. Prevzela je vlogo scenaristke in režiserke ter z nekaj nekdanjimi dijaki tudi iz drugih gimnazij pripravila odlomek iz Sofoklejeve igre Antigona. Mnogi dialogi pravzaprav nagovarjajo na to, da je vsebina takšna, ki je primerna današnjemu času, aktualna. Odnos med profesorico in gimnazijci je zdaj bolj sproščen in obogaten z nostalgijo. Me sicer ni nikoli učila slovenskega jezika, je pa bila toliko proaktivna, da je poskrbela za to, da smo gimnazijci takrat preživljali kvalitetno svoj prosti čas. Ljubezen do literature je profesorica skušala gimnazijcem privzgojiti z zahtevnimi dramskimi predstavami, s katerimi je tudi sooblikovala značaje mnogih mladih. To je bilo skoraj vsako leto nova predstava. Učili smo celo enkrat, smo bili povabljeni od Cankarjev dom, kar je bila za nas velika čast. Drugače pa 3-krat zmagali na gimnazijadi. To pa je le ena od zgodb v 150 letih obstoja. Vsako obdobje je po svoje zanimivo, vsako obdobje ima svoje razcvet, pa tudi tragični del zgodbe. Predstavo, namenjeno tudi nekdanjim dijakom in zaposlenim, so tokrat uprizorili zadnjič. Radoničeva pa že snuje novo z naslovom Strici so mi povedali. Roman Idiot, ki ga je Dostojevski napisal v drugi polovici 19. stoletja, je brezčasen in tudi danes aktualen. Delo, ki velja za enega od vrhuncev ruskega romanopisja, je navdihnilo makedonskega režiserja Ivana Popovskega. Ta se je podpisal pod predstavo Idiot v izvedbi Zagrebškega gledališča mladih. Hrvaški gledališčniki so z več kot 3 ure trajajočo predstavo gostovali v mariborskem gledališču. Po letih preživelih v švicarskem sanatoriju se je osrednji lik knez Lev Nikolajevič Miškin, poštenjak krhkega zdravja, vrača v rodno Rusijo. Vi ne marate za ženske, vi ste sveti tepček, knez, mu porogljivo reče temperamentni Parfjon Rogožin. Kad su podijelili Miškina, ja sam 15 dana vrištao da ja apsolutno nisam to, da sam ja temperamentom Rogožin, da bi ja radije da ga bolje razumijem. Iz probe u probu, iščitavanjem teksta, radom na scenama shvatiš da zapravo jesi Miškin, da si ga negdje uobličio, nadam se dobro. Svi nekako Miškina opisuju kao Isusa Krista, oličenje jedne bezvremene dobrote. To je jako teško igrati. Zapravo jedan predivan čovjek koji u svemu apsolutno vidi samo dobro. Dostojevski je z Idiotom ustvaril genialno delo, ki s temami pohlepa strasti in ljubezenskih spletk trka tudi na dan današnji vrednostni sistem. Mi smo i dan danas isti ljudi, još nas uvijek vode iste strasti, ljubav, seks, novac, moć, zloća, dobrota. To su neke stvari koje se u zadnjih 2000 godina, ako ne i više, nisu apsolutno promijenile. Odličan, rukopis mi izbilja.
Pa on se bazira na tom ljubavnom četverokutu između Nastasije Filipovne, Rogožina, Aglaje i Miškina. I mislim da je iz komada izvuko najbolje, jer tu se vidi sva konfuznost lika kojeg igram. Na Gavilinih večerih nagrajena predstava Idiot je potovanje v dušo. Bele plahte na začetku nekaj prikrivajo, dokler ne razkrijajo gole scene in 4 junakov, ki iščejo svoj dušni mir. Slovenski rokometaši za zdaj zelo uspešno zastopajo naše barve na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki poteka v Španiji. Po 3 odigranih tekmah imajo naši reprezentanti danes prost dan. Ta mineva v odličnem razpoloženju, saj so včeraj dosegli še 3. zmago proti sicer favoriziranim Poljakom. Prve 3 tekme na svetovnem prvenstvu so pokazale, da ima Slovenija več igralcev, ki lahko odločilno vplivajo na njihovo odvijanje. Na drugi tekmi proti Južni Koreji sta to bila Škof in Gajić, na včerajšnji pa Mačkovšek in Prošt. Slednji je konstantno dobro branil skozi celo tekmo, prvi pa je bil dobesedno nezgrešljiv in je deloval povsem drugače kot na treningih. Na treningu treniraš, probavaš, grešiš, na tekmi se moraš zbrati. Danes mi je to uspelo zelo dobro in se mi je zelo koristno zlahka premagoval vratarja Poljakov. En velik talent, ki bo še malo v glavi, razčistil neke stvari, bo sigurno vrhunski. Tako da malo smo ga spravili na realna tla in danes je odigral, jaz mislim, fenomenalno. Tazga ga rabimo celo prvenstvo, Klej še Bilbija, ki se bo pozdravil in z njim dvema rabimo njihove gole, da odpiramo obrambo in potem je tudi nam lažje vse skupine. Tekme s Poljaki so se v naši reprezentanci kar nekoliko bali. Hkrati so jo nestrpno pričakovali, saj sta v uvodni zmagi dvignili samozavest. Po prvih 2 tekmah je bila to prava tekma za nas, tako da mislim, da sigurno ta zmaga veliko pomeni in gremo zdaj na Belorusijo. V prvem polčasu ni kazalo, da bo Slovenija zmagala, saj so Poljaki v njegovi končnici povedli za 4 zadetke. Sem prepričan, da je bilo doma pred zasloni, evo, že spet stari Slovenci, ne, malo heca. Kaj ne rečem, da ne bomo zdaj spet pametni, eno smo zmagali, pa smo v nebesih. Bom rekel tako, to je šele prvi korak do nekega našega cilja. Čaka nas 2 izredno težki tekmi. Jutri so na vrsti Belorusi, ki so proti Poljakom izgubili za 2 zadetka, proti Srbom pa za 6. Slednjimi se bodo slovenski rokometaši pomirili v soboto, ko bodo v Zaragozi odigrali zadnjo tekmo prvega dela. Poglejmo še na tuje. Z novim letom je predsedovanje Evropski uniji prevzela Irska. Prednostne naloge 6-mesečnega irskega predsedstva bodo gospodarska stabilnost, delovna mesta in rast. Evropski poslanci cilje Irske pozdravljajo, hkrati pa opozarjajo, da je pri tem ključen proračun Evropske unije do leta 2020, o katerem pa se novembra evropski voditelji niso uspeli dogovoriti. Pogajanja se bodo tako nadaljevala pod irskim predsedstvom. Sledi še pregled drugih tujih novic. V središču Londona je strmoglavil helikopter, potem ko je v megli trčil v žerjav na delovišču v četrti Wentworth. Kot je sporočila policija, sta pri tem umrli 2 osebi. Trčenje se je zgodilo med jutranjo prometno konico. Na kraj nesreče so prispeli rešilci in gasilci, dostop do območja pa so zaprli. Priče so povedale, da se je helikopter prevračal, preden je zagorel, slišati pa je bilo glasno eksplozijo. Po poročanju medijev naj bi bilo več avtomobilov na tleh v ognju. Predsednik ZDA Barack Obama bo objavil predloge za spremembe zvezne zakonodaje o orožju. Gre za predloge posebne delovne skupine pod vodstvom podpredsednika Josepha Bidena, ki je ustanovil po pokolu 20 otrok 14. decembra v Newtownu. Zvezna država New York pa je v torek sprejela najostrejšo zakonodajo glede pravica do orožja v ZDA. Na Japonskem je danes zasilno pristalo letalo Dreamliner ameriškega proizvajalca Boeing. Letalo je moralo zasilno pristati zaradi napake na akumulatorju. Instrumenti na letalu so zaznali dim v delu za električno napajanje v sprednjem delu letala. Na letalu je bilo 129 potnikov in 8 članov posadke, pri zasilnem pristanku pa jih je bilo nekaj lažje poškodovanih. Japonski letalski družbi sta se po najnovejšem incidentu, v katerega je bil vpleten ta model letala, odločili začasno prekiniti polete z njim. V Peruju sta se izvalila 2 perujska pingvina, kar daje naravovarstvenikov nov zagon pri ohranjanju te vrste. Pingvina sta danes stara že 5 mesecev, iz rezervata ju bodo spustili v njuno naravno okolje in preverjali, ali lahko sama preživita. Tej vrsti pingvinov, ki živijo v Pacifiku na obalah Peruja in Čila, grozi izumrtje zaradi segrevanja temperature morja, prekomernega ribolova in uničevanja njihovega habitata.
Za konec še vremenski obeti za drugo polovico tedna. Jutri bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno še snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. V petek bo dopoldne pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo snežilo, popoldne pa bodo padavine ponehale. Od zahoda se bo počasi zjasnilo. V soboto bo zjutraj po večini jasno, čez dan pa se bo zmerno pooblačilo. Toliko danes z naše strani. Hvala za pozornost in prijeten večer. Nasvidenje.